Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj limito, ki definira število e, neparjevo število, in potem na podlagi tiste limite izračunamo eno drugo limito. Torej, lahko napišemo na dva načina, ampak ponavadi dobite napisano na ta način to limito. Limita, ko gre x v neskončnost, od 1 plus 1 ulomljeno x, vse na x je enako e, število e. Torej, opazimo, da to je nedoločena oblika. Poglejmo, torej, ko x gre v neskončnost, 1 ulomljeno x gre proti nič. Torej, tukaj imamo 1 plus nič, torej nič. Tukaj imamo x, ki gre v neskončnost, 1 na neskončnost. Je nedoločena oblika te vrste. Ja, in potem poglejmo ta drugi zapis, če je ista stvar. Torej, tukaj imamo 1, tukaj imamo 1. Tukaj imamo 1 ulomljeno x, ko x gre v neskončnost, to gre proti ničli. Tukaj imamo x, ampak x gre proti ničli, torej tudi to gre proti nič. Tukaj imamo v eksponentu x, ki gre v neskončnost, tukaj v eksponentu je 1 ulomljeno x, ampak ko x gre proti ničli, to gre v neskončnost, torej prav isto. In sedaj rabimo to, da izračunamo to limito. Torej, vsekakor bomo primerjali to s tem in ne s tem, ker tukaj x gre v neskončnost, x gre v neskončnost. Tukaj imamo e plus 1 ulomljeno x, torej moramo dobiti obliko plus 1 ulomljeno nekaj kot prva stvar, ker hočemo se nanašati na to obliko. Torej, limita, ko gre x v neskončnost, od 1 plus 1 ulomljeno minus 2x. Potem napišemo še eksponent, ampak do zdaj ta oklepaj je enak temu, namesto tega izraza smo pisali plus 1 ulomljeno minus 2x. Sedaj, kot vidite, tukaj imamo x, tukaj imamo x, ki sta enaka. Torej, tukaj imamo minus 2x, bomo hoteli dati tudi sem v eksponent minus 2x. Ampak zdaj, poglejmo, tukaj piše x, tukaj minus 2x ni enako. Moramo napisati nekaj, kar je enako. Torej, s čim moramo pomnožiti minus 2x, da dobimo to? Pomislite, lahko je trenutek, bomo pomnožili z minus 1 polovico. Ker tukaj ta 2 gre proti ten 2, minus, kar minus mi da plus, vse to je enako x, torej izraz je še ekvivalenten. Sedaj, bomo zamenjali z novo neznanko, ker tukaj imamo x, tukaj imamo minus 2x, torej bomo zbrali prav tisto, upeljemo eno novo neznanko t, ki je minus 2x. Sedaj napišemo limito, sedaj samo bomo mogli dati limito, bomo mogli napisati t, ko gre t v, pomislimo en trenutek, če x gre v neskončnost, tudi t gre v neskončnost. Tukaj zdaj ne gledamo, če je plus ali minus neskončnost, velja za oboje. Če tisto pomnožimo z minus 2, imamo še zmeraj neskončnost. Torej, limita, ko gre t v neskončnost, od 1 plus 1 ulomljeno t, ki je tukaj, minus 2x, tukaj imamo minus 2x, ki je t, torej t krat minus 1 polovica. Sedaj, tukaj imamo množenje v eksponentu. To lahko napišemo kot potenco od potence. Torej, limita, ko gre t v neskončnost, 1 plus 1 ulomljeno t na t, v oglatem oklepaju vse na minus 1 polovico. Sedaj, to, ki v oglatem oklepaju ima točno enako obliko kot to. Torej, to v oglatem oklepaju je število e. Torej, dobimo kot rezultat 1 minus 1 polovico. To je pravilno, samo lahko napišemo v drugi obliki, ta 1 minus 1 polovico. Torej, 1 minus 1 polovico je 1 ulomljeno, 1 polovico. Torej, 1 ulomljeno kvadratni koren od e. In sedaj lahko še racionaliziramo, množimo zgoraj in spodaj s korenom od e in dobimo kot rezultat koren od e ulomljeno e. Torej, ta limita velja toliko. Še to velja, če ne veste več decimalk, bi veljalo vsekakor, da se spomnite vsaj to, da število e
je približno 2,7. Potem so še druge decimalke. Vsaj to bi veljalo se spomniti. 2,7. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.